Pozdravljeni v Retro Loverju. Kjer imamo bundes frizure, vprašljive inteligenčne kvocijente in stacionarni telefon. Miki, a si že slišal za rek zjutraj jej kot kralj? Kjer kralj? Kako to misliš, kjer kralj? Ludvik 14., Karel Plešasti ali Peter Prevc? Peter Prevc? On je kralj. No, okej, nisem mislila na Petra Prevca. Ja, bod natančna. Dobar. Ej, Miki, a si že slišal za rek zjutraj jej kot nespecifičen kralj? Ne, sem pa slišal že za rek zjutraj jej kot kralj, ki si ga prej omenila. No, dobar, to je bilo dobro porabljenih 20 sekund. Skratka, danes se bomo pogovarjali o pomembnosti zajtrka. Jaz ne jem zajtrka. Prosim? Če redno zajtrkujemo zdrav in hranilno bogat zajtrk, nam to pripomore k boljšim kognitivnim zmožnostim tekom dneva. Če ga ne jeste, se boste pa mogoče enkrat znašli sred krožnega križišča in ne boste znali priti ven. To se mi je zgodilo samo enkrat. Pravilno sestavljen zajtrk nam pomaga, da lažje vzdržujemo zdravo telesno težo ter zmanjšujemo možnosti za številne bolezni, kot je recimo sladkorna bolezen tipa 2. Okej. Vse mogoče se lahko na zajtrk navadim. Sem kakšen naj bo ta mega zdrav zajtrk? Lej, dober je, da vsebuje polnozrnati kruh, kašo ali pa recimo ovsene kosmiče. Te sestavine poskrbijo za zadostno raven energije in za uspešno prebavo. Da lažje kakamo. Miki. Pa saj sem uporabil besedo kakat, nisem rekel srat. Zdaj sem pa rekel srat. Že dvakrat. Zjutraj lahko pojemo kos kruha z maslom in medom in spijemo mleko. Za vnos mineralov in vitaminov pa pojemo kakšno svežo zelenjavo ali sadje. En mango. No, ne glih mango, no. Zakaj ne? Zato, ker je bolje, da jemo hrano iz lokalno dostopnih sestavin. Meni zgleda to kot Koper. Dobro, a si ti že bil kdaj v Kopru? Ne. Lokalni pridelki ne potujejo več kot 100 ali celo na 1000 kilometrov, da pridejo do vašega krožnika. To je pomembno predvsem iz dveh razlogov. To pa vem. Kupovanje lokalne hrane ima manjši negativni vpliv na okolje, ohranja slovenske kmetije in živilska podjetja. Krajši transport pomeni manj izpustov toplogrednih plinov in tudi manj embalaže. Pri dolgem transportu se pogosto uporabljajo tudi konzervansi, ki lahko škodujejo našemu zdravju. Lokalni pridelki so pogosto obrani tik pred prodajo, kar pomeni, da niso dolgo skladiščeni in niso izgubili nam potrebnih vitaminov in mineralov. Zato je tudi smiselno, da jemo sezonsko lokalno hrano, ki je najbolj bogata s hranili in je polnega okusa. In s tem postanemo del domače agroživilske verige. Kmet, zadruga, predelovalna industrija, tržnica ali trgovina, naš krožnik. Miki, moram reči, da si me presenetil. Daj pa ti to veš o kmetijstvu pa hrani. Odkar sem začel pisati stand-up za krave. Za krave? Ja, zdi se mi dobra tržna niša. A še kdo piše kravam fore? Ne, da bi vedela. Ja, kaj je najbolj naravna embalaža za mleko? Kaj? Krava. Daj, mogoče začni razmišljati o kakšni alternativni karieri, a? A veš, koga pokličeš, če se ti pokvari krava? Koga? Avto mleko. Jaz mislim, da sem kar talentiran. Saj miselci začel. Ja, vem, vse je kar naporno. Ampak enkrat začneš, ne moreš nehati. Čestitam, sam zdaj govorim. In pa sem začel razmišljati o hrani. In zdaj imam par vprašanj. No, vpraši. Kako pa vem, da je hrana iz lokalne pridelave? In če je iz lokalne pridelave, to avtomatično pomeni, da nima pesticidov pa umetnih gnojil. Pa kaj je vinilna talna obloga? Kaj ima vinilna talna obloga s hrano? Nič. Okej. Na prvi del vprašanji ti lahko odgovorim. Jaz sem zdaj sred trgovine in ker je glavni odmor, iščem nekaj za malco. Pa dobro, da se je tebi čisto odpeljal. Ti si sred studija. Ja, saj vem, sam hočem narediti malo atmosfere. Če kupujete v trgovini, iščite izdelke z oznako Izbrana kakovost Slovenija. Ta oznaka pomeni, da so pridelki pridelani in predelani v Sloveniji. Ta oznaka tudi zagotavlja, da hrana prepotuje minimalno razdaljo od pridelovalca do vaše mize, kar ohranja njeno svežino. Kaj pa pri sadju pa zelenjavi? Ja, če kupujete na tržnici, vprašajte, ali so pridelki slovenski. V trgovini pa je ponavadi napisana država porekla. Če po zimi vidiš jagode, to skoraj zagotovo ni lokalno pridelano. A veš, kaj dela krava v prodajalni bombonjer? Kaj? Čokoladno mleko. Jaz sem genij. Pa tudi skromen si. Če želite zagotovilo, da izdelek ne vsebuje pesticidov, gnojil in gensko spremenjenih organizmov, iščite izdelke z oznako ekološki ali bio ali eko. Oznako ponavadi spremlja ta znak.
Se pravi list z belimi zvezdicami. Je pa res? No, zdaj pa ostaja samo še vprašanje vinilne talne obloge. Ja, ne vem, Miki, predvidevam, da je na tleh, pa da je iz vinila, pa da neki obloga. Se vidimo naslednji teden. Ne, čakaj, saj čas še za eno foro. Ne, ni, žal. Deno, saj kratka. Res moramo zaključiti. Zakaj ima krava prepoved obiska javne plaže? Zakaj? Ker je spodaj brez!